Zopet se je začela jesenska grajska dogodivščina in veseli smo, da se je zopet nam pridružilo več kot 20 otrok iz bližnje okolice, torej Brežice in okolice, in zopet 2 dni skupaj ustvarjamo, pridobivamo nova znanja in se ob tem tudi zabavamo. Današnji dan je bil posvečen najprej spoznavanju konzervatorsko-restauratorske delavnice, njihovega dela in nadaljevanju potem tudi predstavitvi restavriranja baročnih sani, kar je bilo otrokom zelo všeč. V tem nadaljevanju pa so skupaj z našo konzervatorko-restauratorko izdelovali cofke za svoje domače kape, da bodo lahko bili pozimi na toplem. Sedaj po malici pa smo si šli najprej v našo stalno etnološko razstavo gledati čas vsakdanjika, praznika, različne običaje in ob tem spoznali tudi eno pomembno znanje oziroma veščino izdelovanja rož iz papirja, kako so to počeli včasih v zimskem času. In me veseli, da je z nami tudi danes gospa Brigita Heberle iz Brežic, ki sedaj v nadaljevanju prikazuje otrokom to veščino izdelovanja teh papirnatih rož. No, jutrišnji dan bo malce drugačen. Bomo ob bližajočem prazniku, ob bližajočem 1. novembru barvali kamenčke v spomin na naše bližnje, ki so nas zapustili, in potem v nadaljevanju spoznavali še različne stvari. Med drugim smo šli tudi pogledati našo razstavo, digitalno razstavo Voda, kakršno si želimo, ki je bila pred dnevi odprta v Vododnem stolpu. In tako bomo zopet tako na zabaven način in pa seveda tudi poučen način zaokrožili še eno jesensko grajsko dogodivščino. Še naslednje delavnice. Namreč z nami bo ena zelo super gospa, ki zna početi zelo veliko različnih stvari. Med drugim bo pokazala tudi eno svoje znanje oziroma veščino, prav posebej za vas. Pa vam ne povem preveč hitro, kaj boste danes še počeli. In sicer zdaj se nahajamo v razstavi, kjer predstavljamo vsakdanjik, praznik, običaje. Predstavljajte si, da gremo 100 ali pa 150 let nazaj, v preteklost, v čas vaših pradedkov, prababic, in tukaj spoznavamo območje Posavja. In sicer Posavje je tako zelo zanimivo območje, zdaj vsi ga kar dobro poznate. Tukaj v tem srednjem delu je precej tako bolj uravnano, ravninsko, tukaj je Krško-Brežiško polje. In na severu in pa na jugu pa prehaja vedno bolj tak gričevnat, vedno bolj razgiban svet, in ta svet je na severu in na jugu vedno bolj poraščen z gozdom. No, ta srednji del je pa zelo rodoviten, tukaj zelo veliko pridelamo žita, sadja, zelenjave in tako naprej. In tako tukaj predstavljamo na primer Krškopoljce, edino slovensko lokalno avtohtono pasmo prašičev, to je taki črni z belimi lisami, ki so večino časa ponavadi so in še vedno preživijo zunaj takih pletenih ogradah, kot je vidite tukaj pred nami, in pa tudi tam v ozadju na tej črno-beli fotografiji, kjer lahko vidite, kako so ti pujsi živeli. Če pri vratih nas je pričakal en zelo zanimiv vojak, ki čuva našo razstavo, če se malo pohecamo. A ste ga opazili? Ja, en tak zelo zanimiv vojak, ki je s čebelami povezan. In sicer gre za čebeljni panj v podobi Napoleonovega vojaka, tam star skoraj do 200 let, iz začetka 19. stoletja. Vidite, tam bile so nekoč, tam pri pasu ima tako odprtino, vidite, tam so letele čebele not, na hrbtni strani ima pa takšna vratca, ki se lepo odprejo in mi lahko čebelje produkte ven vzamemo, potem na koncu. Dedkih, babicah in njihovih prednikih so ponovadi tistemu srednjemu prostoru v hiši, kjer so se ponovadi vsaj enkrat dnevno zbrali, celotna družina skupaj, pa ne samo pri kosilu ali pa zajtrku, ampak tudi, da so se kaj pogovarjali, družili, tam so ponovadi sprejemali obiske. Temu prostoru so rekli, kaj mislite, kako? Hiša, bravo, super. Torej, v hiši, in ta hiša, ta prostor je imel ponovadi še krušno peč, kjer so se ponovadi igrali v zimskem času otroci na toplem, medtem ko so starši za mizo se pogovarjali o takih pomembnih stvareh. Ta prostor je imel vedno bohko kot, kakšno pomembno družinsko fotografijo je bila tudi v tem prostoru, kot sem že omenil, krušno peč in pa en tak jedilni kot. Vidite, celo stolčki za tiste najmanjše otroke, vidite, da ne pade dol. Danes imamo take malo bolj moderne, časi so bili pa malce drugačni. Oziroma, tako bom povedal, velikokrat so se tudi prihajalo do porok in kdaj so se, v katerem letnem času so se najpogosteje so potekale poroke? So mladi.
Ja, danes recimo je to najpogosteje, ne? Maja, junija, spomladi, začetku poletja, neko lepo vreme. Ampak kaj mislite, kako je bilo po časih? Kdaj, v katerem letnem času? Po zimi. Zakaj pa po zimi? Ker takrat blizu nas delajo. Dobro si povedal, ja? Ker takrat po zimi, takrat je bilo na kmetijah največ časa. Ne? Niso imeli dela na njivah, na poljih, na travnikih, ne? Ampak so morali poskrbeti predvsem za živino, ki so imeli v hlevih, ne? In so zato imeli veliko več časa in zato so se poročali najpogosteje po zimi. Ne? Jaz sem pa prišla samo še toliko povedati, ker bo temu sledila ena zanimiva delavnica in ker smo bili pri porokah, ki so bili prej po zimi, kot ste lepo povedali, zakaj po zimi, kdo je rekel, ker ni bilo dela na polju pa zunaj, ne? Zima je bila čas, ko so bili pridelki spravljeni v kleteh in so potem imeli čas tudi za poroke, ampak kaj pa po zimi ni bilo? A je bilo po zimi cvetje? Ne, ni bilo, ampak vseeno neveste so pa želele imeti. Kaj? Cvetje, zato so pa imeli papirnato. Tako, pa ne samo papirnato, ne? Tu so se poročali, tu imam jaz zdaj eno rožico iz šopka, ampak ta rožica je barvasta, to pomeni, da ni bila za nevesto. Za nevesto so bile predvsem bele rože in to so vsi doma znali delati te rože. Tu je bil doma narejen šopek, niso ga šli nikamor kupiti. Krep papir se je reklo po domače in potem so ali so žico dali, ta papir lepo oblikovali, naredili so šopke tako za nevesto je bil lep bel šopek, potem kaj so pa spremljevalke neveste, kako se jim reče? Kaj so njene prijateljice? Bravo! No, one so pa potem imele šopke prilagojene temu, tako kot danes, kakšne obleke so imele, ne? Ampak tudi šopki so v glavnem bili bolj, ali so bili oranžni, ali so bili rozasti, v glavnem. Ampak še nekaj so delali. Kaj pa tisti, ki so bili povabljeni na poroko? Kako pravimo tistimi ljudem? Bravo, pa ti boš vodila, tebe bom vzela za pomoč. Res, svatje. In kaj so svatje, da se je vedelo, da so svatje? Kaj so jim dali? Pripeli so jim nekaj tu. Tako, rožice pripeli in tam lepo vidite eno tako, to so bili taki lepi mali šopki. Enega od teh šopkov je tudi naredila gospa Brigita Heberle iz Brežic, ki vas čaka dol za delavnico in pri njej boste delali ali male poročne šopke ali posamezne cvetje. Ona ima že pripravljen krep papir in je mojstrica v izdelovanju teh papirnatih rož. Pa take rožice noter, katere barve, drugačne barve ali pa karkoli, ne? Tako. Ja. No, pa bomo pa kar malo začeli, ne? Tako da tukaj je nekaj rožic že za slikico, na primer, ne? Veš, da so tako različne barve, potem se tole tlele, to se odreže, potem se pa prilepi gor na to slikico, pa poljubno, lahko samo eno, lahko več, lahko se kot šopek naredi, ne? Različno. Zdaj bomo pa poskusili bomo eno rožico narediti. Kdo bo prvi poskusil? Ti boš poskusila? Ajde, grem. Tale. Da bo tole, čakaj, kje pa imam unete, da delo. Tole si boste ovili, vsak si bo eno ovil, bomo videli, če jih bomo imeli dost, si bo ovil z zelenim.